To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Na državnem ocenjevanju v Križevcih pri Ljutomeru rekordno število prleških gibanic. Pomurje bogatejše za nov butični hotel Sončno polje. Odranci napredovali v 3. slovensko nogometno ligo Vzhod. Mitja Mrec, nov trener črno-belih. Še vreme, delno jasno bo. Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Na letošnjem državnem ocenjevanju prleških gibanic v organizaciji Društva Kelih se je zbralo rekordnih 47 izdelkov. Slednje dokazuje, da prleška gibanica ostaja pomemben del kulinarične dediščine Prlekije. V Križevcih pri Ljutomeru je tudi letos dišalo po prleških gibanicah. Na državnem ocenjevanju v organizaciji Društva Kelih je strokovna komisija ocenila kar 47 prleških gibanic, kar potrjuje, da je tradicionalna sladica še vedno pomemben del kulinarične dediščine Prlekije in da zanimanje zanjo narašča tako med ponudniki kot med ljubitelji tradicionalne kulinarike. Ocenjevanje poteka zdaj že 13. leto. Začetek je bil sicer naključen, splet okoliščin, ampak to je preraslo vse tiste osnovne želje, zakaj smo državno ocenjevanje prleških gibanic organizirali. Namen je, da ohranjamo našo kulturno dediščino in da je prleška gibanica živa, da živi tako med mlajšimi generacijami kot starejšimi. In kar se mi pa zdi še najbolj pomembno je pa to, da se čedalje več prleške gibanice ponuja tudi na turističnih kmetijah in gostinskih lokalih, ter da že presega meje Prlekije. To nas res zelo veseli. Ocenjevanje je potekalo v 4 kategorijah: tržni ponudniki, ljubitelji prleške gibanice, osnovne in srednje šole. Med udeleženci smo opazili veliko mladih obrazov. Zato, ker je to naša tradicija, mislim, da se čim bolj pozablja to in pa mislim, da je čas, da tudi mladi malo začnemo razmišljati v tej smeri, v neki trajnostni in pa da se nadaljuje to, kot so nas učile babice. Torej, naučila vas je babica, mama. Se spomnite vaše prve prleške gibanice? Absolutno babica. Babica je tukaj carica, kar se tiče tega. Prvo gibanco pa verjetno je bilo v osnovni šoli, zdaj pa ne vem. Kako pogosto jo potem pripravljate doma? Za posebne praznike ali je to vsakodnevna sladica? To je bolj za posebne. Mislim, pravim, da smo čim bolj pozabljamo na te preproste, ampak dobre jedi, naše domače, ampak za posebne priložnosti pa absolutno. Državno ocenjevanje prleških gibanic ni zgolj tekmovanje, temveč pomemben strokovni pregled kakovosti priprave te tradicionalne sladice. Ocenjujemo izgled prleške gibanice, aromatičnost, avtohtonost, popolne celote, potem notranjost, zapečenost, plastitve, potem dno, kako je zapečeno, ali je izdelek tudi vonj okušamo, te stvari. Katere so tiste najpogostejše napake pri samem izgledu? Da je spodaj premalo pečena, povrhnjica je rahlo preveč zapečena, da niso jasne plasti z nadevom, to so te pogostejše napake. Nekoč so pa bile, ker sem večkrat že bila ocenjevalka od leta 2014, nekoč so pa še bile, dodan je bil vanilij sladkor, pa limonina lupina, danes tega več ni. Dogodek se je zaključil z razstavo in razglasitvijo zmagovalcev, v sredo pa bodo slovesno podelili certifikate tradicionalna prleška gibanica, s katerimi se potrjuje spoštovanje predpisanega postopka priprave in visoke kakovosti te prleške kulinarične posebnosti. Po več letih načrtovanja in gradnje je butični hotel Sončno polje v Tešanovcih uradno sprejel prve goste. Sodobno zasnovan kompleks združuje hotel, gostišče, wellness s savnami ter večnamensko dvorano za različne dogodke.
Slavnostno otvoritev je z recitalom obogatil pisatelj in pesnik Feri Lainšček, za glasbeni del pa je poskrbela skupina Prašnati. Objekt je v celoti zgrajen iz lesa, njegova prepoznavna slamnata streha pa ga umešča v prostor in poudarja povezanost z lokalnim okoljem. Odranci so že drugo leto zapored osvojili naslov prvaka Pomurske nogometne lige. V naši družbi je Tadej Tibalt, športni direktor nogometnega kluba Odranci. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Najprej seveda iskrene čestitke za ta uspeh. Kaj vam pomeni? Najprej bi rad čestital igralcem, samemu strokovnemu vodstvu in nenazadnje tudi vsem navijačem. Je uspeh celotnega kraja, v kraju nogomet veliko pomeni. Veseli me, da smo se po zahtevni sezoni uspeli doseči cilj uvrstitve v 3. Slovensko nogometno ligo Vzhod. No, sezona je bila zelo izenačena. Na vrhu ste Polano prehiteli za 1 točko. Kateri trenutek se vam zdi prelomen? Ne bi izpostavljal nobenega trenutka. Sezona sigurno ni bila enostavna. Že od začetka smo vedeli, da imamo kakovosten kader, vendar samo z dobrimi igralci ne moreš osvojiti prvenstva. Potrebni so disciplina, vztrajnost, kot ključen trenutek pa bi tu omenil mogoče stabilnost skozi celotno sezono. No, lani se vam napredovanje še ni izšlo. Letos ste pokazali več zrelosti. Kaj je bilo drugače? Sama zrelost pri fantih, odgovornost, ter da so se zavedali pomembnosti osvojitve prvenstva oziroma tudi igranja 2 kvalifikacijskih tekem. In če sva že pri teh tekmah, kako zahtevni sta bili? Ja, vedeli smo, da nas čakata 2 zelo zahtevni tekmi. Nenazadnje je k nam prihajal oziroma je šlo za odigrani 2 tekmi proti ekipi prvaka oziroma MNZ Mariborja. Se pravi, je šlo za obračun 2 prvakov v svojih ligah. Se pravi, sama kakovost ekipe je bila definitivno na nivoju. Na povratni tekmi v Odrancih se je zbralo veliko gledalcev. Kaj vam pomeni takšna podpora lokalne skupnosti? Podpora navijačev je bila skozi celotno sezono izjemna, oziroma sploh se je pokazalo to v drugem delu tekmovanja, ko se je vse skupaj kazalo, da imamo ekipo, igramo dober nogomet in imamo željo se uvrstiti v 3. ligo. Posebej bi se zahvalil tudi sponzorjem, občini, prostovoljcem oziroma vsem ljudem, ki so bili kakorkoli prisotni. Na igrišču velikokrat vidimo samo nogometaše, ampak brez teh vseh ljudi ta uspeh definitivno ne bi bil mogoč. No, vaša ekipa je v prvenstvu dobila le 14 zadetkov. Je bila obramba ključ vašega uspeha? Ne bi želel izpostavljati posameznikov. Menim, da je bil naš ključ ravno kolektiv. Seveda je imel vsak igralec svojo pomembno vlogo. Eni so zadeli več zadetkov, drugi so dali več podaj, nekateri pa so opravili več dela brez žoge. Prav zaradi tega ekipnega duha se mi zdi, da smo bili uspešni. In močni v obrambi. Tako. No, nogometni klub Odranci se zdaj vrača v 3. Slovensko nogometno ligo Vzhod. Kaj bo največji izziv o prehodu na višjo raven? Ja, 3. liga prinaša višjo raven tekmovanja, se pravi samo večjo organiziranost, zahtevnejše nasprotnike. Največji izziv bo prilagoditev višjemu rangu tekmovanja, se pravi sami kakovosti tekmovanja. Ekipe so organizacijsko in igralsko na zelo visokem nivoju, zato bomo morali še naprej vlagati v razvoj ekipe, izboljševati pogoje za delo ter pametno sestavljati igralski kader. Se bo zdaj spremenila količina treningov, intenziteta, morda način? Menim, da je sam strokovni štab za to poskrbel že v pretekli sezoni, tako da bi verjetno to delo samo nadaljevali oziroma ga nadgradili. Bo ekipa za 3. ligo potrebovala okrepitve ali bo jedro moštva ostalo isto? Definitivno kot vodstvo kluba delamo na tem, da bo jedro ostalo oziroma se bo samo nadgradilo. In seveda greva zdaj še k željam za prihodnost. Kakšni so vaši cilji v 3. ligi?
Primarni cilj bo definitivno stabilizacija kluba v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Želimo si, da bi nogometni klub Odranci postal spoštovan tretjeligaš, ki igra dober nogomet in predstavlja kraj na najboljši možen način. No in za konec lahko poveva, da Odranci dihajo z nogometom. Ja, sigurno. To se tudi opazi po sami podpori lokalnih sponzorjev. Menim, da brez teh sponzorjev, same občine in vseh ljudi, ki so pripravljeni pomagati, definitivno ne bi bilo tega uspeha. Tadej Tibalt, naj ostane tako. Mi vam želimo veliko športnih uspehov, predvsem pa tudi veselje ob igranju nogometa. Hvala. Najlepša hvala. Hvala. Po več kot desetletju se v Fazanerijo vrača nekdanji reprezentant Slovenije in trener z odmevnimi uspehi v Avstriji Mitja Mrec, ki seboj prinaša bogate izkušnje, pri Muri pa je deloval v različnih vlogah. Največji pečat je med letoma 2021 in 2025 pustil v avstrijskem drugoligašu, kjer je postal trener z najdaljšim stažem in rekorder po številu tekem. Pod njegovim vodstvom pa se je ekipa približala tudi uvrstitvi med avstrijsko nogometno elito. Poglejmo, kaj je o svojem prihodu v Muro povedal na novinarski konferenci. Prihajamo iz tega kluba, iz tega okolja, tudi ostali iz Slovenije ali pa iz tujine. Ko so enkrat v tem klubu, enostavno ostane neka vez. Tako je bilo tudi pri meni, čeprav sem tudi dosti bil kak igralec, kak trener v tujini, vseeno pravim, ta neka čustva, ta neka vez ostane. Tako da jaz sem se odločil, da prijem nazaj predvsem zaradi tega, zaradi dobrih razgovorov z predsednikom, z Alešem, ker vidim, da kljub težkim trenutkom, ki bodo pred nami, lahko naredimo koraka naprej, lahko nadgradimo to, kar je že dobro. In kako nam kaže z vremenom, jutri bo delno jasno in večinoma suho. Dopoldne je bilo oblačno in deževno. Opoldne so v Murski Soboti izmerili 18, v Radencih 15, v Lendavi 14, v Krajinskem parku Goričko pa 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 12, v Mariboru 13, najvišje dnevne pa okrog 27 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 12 in 18, čez dan pa med 26 in 32 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani www.tvdeja.si in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnjič.